Živijo, vračamo se nazaj. Dejansko imamo Gorana Breščanskega tle zraven. Še en lep pozdrav. V bistvu. In zanima me pač Indija. Povej mi malo več o Indiji. O sami Indiji. Ja, kaj se ti je dejansko zgodilo? Rekel si, da so te oropali že takoj. Dobro, ja. Kako si se pol znajdel sploh? Ja, spoznal sem dva Slovenca, enega, ki živi dol že v bistvu full cajta, ki je bil od Ošota učenc celo, pa še en drug in pa smo nekako sta unava nama pomagala, ker sem bil z eno prijateljico. Imel si full srečo, no? Ja, srečo v nesreči, ne. In smo celo najdeli to žensko, ki je ukradla, ne, kaj? Ti si dobil dejansko nazaj? Pol stvari nazaj, ne. Še celo denar. Se ne moram verjeti. Ja. In pa najdeli smo jo v Goji in ko sem jaz tisti videl Goa, unek hiške, pa to sem rekel, tle bom zdaj ostal, dokler se ne bom odpravil kam drugam. In je res, mislim, zbudiš se zjutraj, morje, greš zaplavat, ribiči ti že ribe nosijo, kaj boš jedel tisti dan, sadno solatko, to je res dopust, koliko mora biti. Ne. In potem, veš, ko se spucaš, ne, ti lahko pa začneš na novo, pogledaš svoje življenje iz ene druge perspektive, rečeš, pa se to je dobro v življenju mojemu, to je slabo, to bom dal stran, to bom še naprej, ne. Ti si pol dejansko, ko si bil v Indiji, si razmišljal o tem, kar se tebi dogaja. Tako. In se spucal si glavo. Ja, sem imel v glavi cel kaos. Ne. Zdaj ga imaš? Zdaj v redu. Zdaj je to. Si čisto. Ne, točno vem, kaj je, veš, kakšne stvari so mi pomembne v življenju. Zanima me, to je bilo po ločitvi dejansko. Eni ljudje, ki se ločijo, to tako mimogrede sprejemajo. To se je zgodilo 2001? Ne, 2001 sem se poročil, 2007 sem se pa ločil. In takrat se je meni mešal. In pol si šel v Indijo potem? Pol sem šel v Indijo, ker pač tle v Ljubljani nisem mogel niti misliti več, ne, toliko me je sesulja. In sem tam v Indiji pač, veš, zamenjaš okolje in je drugače, ne, in tam lažji pol, nekako, ko zamenjaš okolje, lažji priješ do tega, da začneš razmišljati s trezno glavo, ne. In sem tam pač videl, da ene stvari so pomembne v življenju, ene pa niti niso toliko, ne. In sem prišel nazaj in takrat naprej je pa veliko boljše. Pred tem sem pa res, če je tole vodka, je bil to en požir. A res? Ja. Bil si mal pijanček. Ne, mal. Najhujši. A res? Ja. Pa si bil... Ne, kaj te je sesulo dejansko, da si pustil Ne, jaz sem si življenje, v bistvu, preden sem se poročil, pa zaljubil, pa to, pa ko smo pač pili z bendom, je bil meni življenje vsak dan posebej super, ne, nisem razmišljal o ničemer, ne, super je bilo, ne, pač življenje brez skrbi, koliko otroci razmišljajo, ne. Pa sem videl, da so ene stvari, so pa veš, pomembne v življenju, ne. In sem si začel ustvarjati neko sliko v glavi, kakšno življenje bi rad imel, ne, kako bi ga rad preživel, kaj bi rad delal, kaj bi rad imel in tako naprej. In se mi je to v enem trenutku, cela ta hiška, ne, ko sem si jo naredil, ta prihodnost se mi je sesula, ne. In glej, to je bilo šok. Konc. Ne veš, kaj bi sam s sabo, ne. Tok te... Ja. Ker jaz grem zmer do konca, veš, nisem nikoli polovičarski, ne. Tako da nimam, ker se spustim v nekaj, nimam rezerve. Nimam rezerve, ne. In tako da, veš, ostaneš čist brez vsega, brez vizije, kaj bi sploh počel, ne. In ti ne preostane drugega, ali da narediš konc, ne, ali pa da pač se boriš sam s sabo, ne. In no, meni se je pač to zgodilo. In sem tam samega sebe premagal nekako in pol mi je bilo veliko lažje, ne. Oziroma, ne lažje, zdaj mi je prav super. Ja, zdaj mi je prav super. Ja, prej so te v bistvu na koncertih lovile ženske, ne? So te lovile, doma po otroci. Nisem, bilo treba me loviti. A ne? Kaj sem kar počakal. Ti si ni. Nisem nič bežal. Ti sem tle sem, tukaj sem. Ja, tle sem, tukaj sem. Vzemite me.
To je bilo res tako. Ja, kaj pa tvoji otroci, kako jim je ime? Gaja pa Zoja. A je, kako so pa stari? 10 pa 12. A ja, lepo. Ja, to je zdaj, a veš, take stvari, recimo otroci dajo čisto eno drugo perspektivo. Vidiš, da življenje, da nisi sam ti v življenju, da ni sam to pomembno, kaj se tebi dogaja, ampak da so tudi drugi ljudje, ne, ki so celo odvisni od tebe, da lahko nekoga usrečaš celo, ne. Take stvari ugotoviš in je življenje rata veliko bolj poln, ne. Zdaj se ti bolj dogaja, no. Super je. Zdaj si lihuno, kar si iskal. Ja, zdaj živim pač življenje, ne. Prej sem pač se iskal, recimo, zdaj pa živim pač življenje, ne. Me zanima tudi dejansko, zdaj se počutiš, da si bolj dozorel glasbenika, kar prej. Ja, tudi se mi zdi, ja. Mislim, gledam na stvari drugače. So se ti uresničile želje? Je to to, kar si... Želje so se mi pa uresničile že vse. Vse? To so se mi pa že vse uresničile. Sem vesela. Sem še celo v nebesih sem že bil. Ne, res, vse želje so se mi uresničile, tako da vsak dan, ko me kaj pač preseneti prijetno, je sam še priboljšek, ne. Ne želim si več niti biti bogat, niti slaven, niti zaljubljen, niti... Ne, vse to sem že doživel. A ja, zazajevno. Kaj enkrat imaš, nimaš pa več želje potem. Jaz pa ja, jaz ne vem, jaz nisem nikoli nasitna. Ja, pismo... Pa se povrnk na jej. Ne, na dieti sem zdaj. Moram skušati. Kaj pa? Ja, kaj te dejansko še lahko preseneti v življenju, ko si že rekel, da si že vse videl, pa imel, pa... Bi bilo kaj tajskega, da? Zelo težko me kaj prav preseneti, ne? Zdaj recimo, da bi prišle 3 gole punce sem, bi te presenetilo. No, niti. Kao, me ne zanima. Bilo bi zabavno. Ono bi pogledal. Ja, bilo bi zabavno. Ampak se ni važno. Mislim, ni nič tazga, kar bi me presunali, no? Kar bi me iz tira vrgli, ne? Presenete še zmeraj kakšna stvar, ne? Vse to je fajn, ne? Ampak ni... Se nimaš 60 ali koliko let, da si že vse videl, no? Tudi če si 100 let star, te še vedno... Še vedno? Vsakič, ki novega lahko spoznaš in tako naprej. Ampak te ne vrže iz tira več, ne? Ker so stvari, ki so pomembne in ki te stvari enkrat, pač, ki jih dojamaš, ki jih prebavaš v življenju, takrat imaš nek temelj postavljen. Pa ostale stvari so pa tako mimogrede. Vse te preseneti. Mene preseneti, če je nekdo, ki sem navajen, da je zoprn, da je dobre volje. To me preseneti, ne. Veš, prijetno, ne. Ampak bolj se koncentriram na te stvari, ki so fajn, kakor na one, ki niso fajn, tako da je fajn, super je življenje. Te pa preseneti vedno kaj, ne. Ja, kjer so dejansko tvoji kolegi, prijatelji, najboljši? Ja, najboljši prijatelji so definitivno iz benda. Iz benda? Ja. Se družite itak? Ja, to je pa... Itak se vidite vsak dan ali? Ne, vsak dan ne, ampak se kar pogosto, no. Pač delam... Kaj pa si tale skupina? Ja, mi smo pač prijatelji vsi, no. Vsi. Ampak vsak dela v svoje skupine, ne. Smo zelo nekako povezani, ker smo tudi skupaj nekako začenjali vse te stvari. Vadimo, tam, ko vadimo, smo zdaj še celo skupaj vadimo, ne v istem prostoru, ampak smo sosedje. Tako da ja, no, vse družimo, no, ampak to, ko pač nanese priložnost, ne. Vsak ima zdaj otroke, imamo in tako naprej, ne, malo drugače kot včasih, ne. Ja, ful je zanimivo to, da te zraven glasbe začela zanimati politika, no, in da si tu čul to stranko. Mene politika ne zanima, taka kot je. To je manipulacija z nami, ljudmi in med sabo preigravanje in manipuliranje. To mene ne zanima. Ok, kakor umetnik, da se tako daš v politiko, je zanimivo, no. Jaz sem v bistvu, kako naj ti rečem, najdli smo s temi par fantov nas je bilo, ne, ki smo se veliko pogovarjali o tem in smo najdli rešitev, kako bi mi lahko res dobro živeli. Brez politike, brez tega, da nekdo drug odloča, kakor on hoče, ampak da bi mi sami živeli, kakor mi hočemo. Smo 20 let nazaj, ko smo naredili državo, smo rekli, hočemo živeti po svoje. In še zmeraj ne živimo po svoje. Še zmeraj nam en drug kroji, kako bomo živeli. Ja, še vedno so te. In smo najdli način, kako bi lahko res to dosegli. Ja. Ne? Ampak to se bo zgodilo takrat, ko bomo vsi ljudje pripravljeni sprejeti odgovornost, da sami odločamo v svoji usodi.
Veliko lažji je pustiti, da nekdo drug odloča in reči, kako on se bo odločal. Jaz tudi ne. Jaz nočem. Ampak mora nas biti dovolj. Jaz se tudi skregam, pa stepem. Mi imamo volitve. Mi imamo volitve in če bo dovolj ljudi glasovali za to, da bojo sami odločali, potem bomo to imeli. Obstaja pa že, Obstaja pa že. A ti misliš, da bo to tvojo stranko, Piratov, da bojo volili pač? Na naslednjih volitvah. Pirati so taka ena stranka. Lahko se zgodi, da bo še kakšna druga. Še jaz pridem zraven. Princip je v osnovi lahko vsak, to ni več, mislim, ni fora v stranki. Stranke vse imajo neke programe in hočejo po svoje delati. To je prva stranka, ki nima programa, ampak ima način odločanja drugačen. Se pravi, oni pravijo, ne bomo mi odločali, ampak boste vi, naši člani, državljani, boste odločali in mi bomo v vašem imenu glasovali tako v parlamentu. Taka razlika je. Zdaj se mrščeš, ker moraš razmišljati. Ja, moram razmišljati. Dejansko to je podobno tudi malo te italijanski, pač. Kira, piratske stranke. A imaš glas v glavi? Bepo Grillo, Kaj to pomeni? Pač v Italiji je nekdo je pač zmagal, skoraj. Ja. In je to pač podobno tej italijanski. Kako pa imajo oni? Ja, to zdaj, kakor si ti povedal. A da se pravi, da ljudje odločajo? Ja. Ja, sej, to je edini način, da bomo imeli tako, kot mi hočemo. Da so ljudje pač kandidirali za to, da odločijo. Ja, če imamo mi parlament, mi lahko zamenjamo te obraze, ki so, lahko jih zamenjamo, zberemo ene druge. Ja. Ampak še vedno bo nekdo iz ozadja vlekel nitke. Ja, vedno je nekdo. In vedno bojo te ljudje, ki klikajo tam na une gumbke v parlamentu, klikali tako, kot jim bo nekdo naročil. Ja. Oni ne odločajo sami po sebi, ampak jim nekdo reče, to smo za, to smo proti. Kaj me zanima, ti bi dejansko šel za poslanca? Ne, tudi slučajno ne. Kaj bom jaz, v čem bom pa zdaj jaz odločil? Kako se pa pol to predstavljaš? Jaz lahko odločam, kjer CD bomo dali noter. Ja. Ampak tako ti bom rekel, če mi vsi skupaj odločamo, 2 milijona ljudi, ne moramo toliko narobe odločiti po nesreč, kolikor unih 90 za nalaž. Ja. A veš, to je razlika. Mi ne rabimo biti pametni preveč, ampak ti veš, recimo, kjera glasba je tebi všeč, kjer film ti je všeč. Ja, itak, in tistega si boš pogledala. Itak. Isto veš, a ti je všeč, da gre tle cesta, ali da je bolnica, ali da, ne? Ja. To veš, ne znaš ti narediti bolnice, ne? Ampak veš, da bi ti bilo všeč, da bi bili ljudje zdravi. Ne? Toliko pa veš, ne? Kaj praviš to? Ti si v bistvu šel v piratsko stranko zaradi avtov? Jaz nisem v piratski stranki, jaz sem samo ustanovni član. Dal sem podpis, zato ker so rabili toliko podpisov, da se ustanovijo. A ti vseeno za avtorske pravice? Avtorske pravice so tako. Če imamo mi, avtor vsak, ki je nekaj naredil, mora dobiti plačan za to, mora pač dobiti neko nagrado, drugače, če ne bomo tega naredili, pa brez veze, da se kdorkoli karkoli trudi. Ampak če lahko nekdo kupi te avtorske pravice, pa jih spravi v predal, se pravi, jaz naredim, izumem električen avto in ga naftno podjetje, ki noče, da bi se vozili na elektriko, ampak hoče, da se vozimo na bencin, če oni to kupijo od mene, pa dajo v predal, potem mi vsi ne moramo voziti tega električnega avta. To proti temu pa sem. Se pravi, avtor mora dobiti nekaj za to, kar je naredil, ampak to stvar, ki je izumil, ta mora biti pa v splošni rabi. Ampak si dejansko proti založbam, no? Nisem proti založbam. Zakaj? Ja. Zakaj bi bil proti založbam? Ne, vsak služi pač s svojim delom. Avtor sam po sebi zelo težko pride ven, če ga nekdo ne podpre in založbe so tle, ampak ne vem, to je zelo taka težka tema, sploh ti zdaj tegniš, tako se drži, jaz sem porno star, ne vem vsega, se trudim. Aš kaj, ja, a se da živeti kakor glasbenik, dosti zaslužiš skozi? Jaz z glasbo ne služim.
da se živeti, ne, moraš sicer pač špilati tako glasbo, ki je večini ljudi všeč. Zaslužiš dosto za tebe. Ja, ampak ne z glasbo. Ne. Jaz se z računalniki ukvarjam. Z računalniki. Ja. Mreže pa te reči. No. Imaš dosti koncertov, naprimer? Koncertov je tako, zdaj jih nismo imeli veliko, smo se pač osredotočili na ploščo. Smo rekli, da gremo ploščo. Boš kaj predstavil tvojo ploščo, bi bilo cool. Ja, sem hotel sam nekaj, pač bom predstavil. Aha, dobro. Zdaj v kratkem, no. V kratkem. Ja, posneta je, zmiksana je, vse je narejen. Ti hočeš reči, da to z računalniki, pa to se da. To je... Da se, seveda se da. Ne? Kako se preživi z računalniki? Ja, jaz se ukvarjam s sistemi, z mrežami pa s takimi rečmi. Ne? Pa me lahko kaj naučiš? Lahko, če ne. Jaz ono nič ne vem, veš, ono razumem. Ne, kaj bi Kar vse. Lahko te naučim, kako najdeš sebe na internetu. To je najlažje. Ja, a uporabljaš Facebook, uporabljaš, da si lahko kaj napiševa? To pa glih ne, no. Facebook se mi zdi, ko padeš noter in konc, ni par ur te ni. Tako da Facebook se res ga izogibam, no. Mail počekiram vsake toliko cajta. Ja, kaj pa Twitter? To pa sploh ne. Kaj, nekaj se bom spomnil in zdaj objavil to. Ja, jaz sem tako gledala, malo tako spremljam medije, pa to televizijo. Ljudje so obsedeni s tem. Zdaj, če jaz nekaj napišem, to je šla na kavo, dejansko se jih kar 30 ljudi, ja, lepo, da si šla, se kar ukvarjajo s tem. Ja, jaz, naprimer, ne vem. Lažje je živeti, če se ukvarjaš z drugimi ljudmi, kot sam sabo. Ne? A veš, zato ljudje tudi radi berajo časopise, gledajo televizijo. To, ker jim je dolg čas. Ker je lažje, ne. Lažje je drugega gledati pa razmišljati o njemu kot o sebi. Ker če se svoje življenje pogledaš, pa si normalen človek, rečeš pa se smo uriti, se to, ne. In pa se nekako probaš zamotiti in te stvari te zamotijo, ne. Midva zdaj se pogovarjava, nekdo gleda, pa ne razmišlja o sebi, ampak gleda zdaj le te dva, veš. Tako je, ne. Ja, kaj pa te... kaj pa te Trače revije, se pišejo še vedno o tebi, ali? Mislim, da ne. Zdaj so kar nehali. Zdaj mi noben nič ne reče. Enkrat so pisali, da si nadlegoval neke najstnice. Ja, pa vse živo so že pisali. In da jih boš pofukal do konca. Marija. Jaz ne grozim. Ja, nekje na Hrvaškem. Si rekel, da škar vse posil. Ja, pa kaj še. Pa so pa Hrvati rekli Goran. V Slovenijo. Ja, so me pa zaprli, ampak to niso. Ne, to so klobase, pač napitneš, neko stvar slišiš. Ja, se dejansko kaj zgodilo iz tega žura? Ja, na koncu smo šli si spat. Nič pametnega ni bilo. Nič pametnega. Imeli smo pač en prijatelj praznoval rojsten dan, tam smo bili na obali, smo ga pač zažurali malo in pa smo šli spat, nič posebnega. Nič posebnega, to se pol... Ja, kje si bil, v Poreču? V Poreču, ja. Na ski liftu. A ja? Pri Šekiju. Ja, iz kje so pa prče te famozne zgodbe dejansko? Vse ljudje ne morajo, da si nadlegoval v bistvu najstnice. Hočeš reči, ljudje si ne morajo zmisliti stvari. A to hočeš reči? Ja, zanimivo pač, neki more biti na tem, no, ali se ljudje kar zmislijo zgodbo pa napišejo. Ja, le, jaz sem tam... Pri meni vse preverijo. Bil sem zelo glasen. A jaz si upal. Ja, bil sem zelo glasen, zihar sem kakšni punci rekel, da je prid sem, ali pa jih je bilo več, sem rekel, pite sem, bomo vsi ga zažurali, pa to. Pa so oni pa tako napisali, da je tako bilo. A ja, so pa kar ono. Ja, zakaj misliš, da bi mogel jaz nadlegovati koga? Si bil potreben. Ja. A ja, nisem. Ja, a te motila ta medijska pozornost, pa, da so za vsako stvar napisali pa to snemanje. A tebi šlo to na živce? Začetka mi je bilo smešen. Meni nič ni bilo smešno. Meni je bilo od začetka smešno, sem rekel, le kaj, zdaj bom naslednjič bom kaj, stal z vrečko pri semaforju in bo rekel, moče ima kilo trave v vrečki. Pol je ratelj pa zoparan. Pol mi je ratelj pa zoparan, ker na vsakem koraku, sem te videl, a je to res, a je to bilo. Daj, pusti me na mir, le čisto normalen življenje imam, benmo noč nočem, le kaj mi zdaj, Tako da
Jaz sem opazila pri meni je šlo, mislim, je dobro, pa ni, ampak dejansko vsi se ukvarjajo s tabo. Veš, ti imaš tak življenje, ki s tem lahko to nekaj iztržeš kaj od tega celo. Veš, te recimo plačajo, ti si v medijih, posod si te hočejo videti in tako naprej, ne? In pač ti rečeš, ok, če me hočete videti toliko pa toliko, ne? Jaz pa nimam tazga življenja in pol mi je brez veze, ne? Veš, dejansko punce imajo, ok, malo več privilegij, no, se prej znajdejo. Ja, ne, kakor pač počneš. Recimo, včeraj mi je nekdo plačal ful šampancu, ker sem latoja. No, vidiš. Zdaj, če ne bila latoja, po mojem, ne bi. Kaj ne jaz pa zdaj? Ti bi lahko bil zdrav. Da mi kakšen plača ful šampancev, Ne, jaz nimam pač nič od tega. A imaš kakšne privilegije, kakor si Goran, pa iz kmetije to? A imaš kakšne privilegije? Ne, jaz tega ne čutim več. Mislim, da je ta kmetija šla mem in da je to zdaj že konc je s tem, na pozabljanje. Pridejo novi ljudje. Ne, če imaš privilegije, kakor zvezdnik, pač to, kar si. Ne čutim tega. Ne čutiš, kaj bi pa hotel, da te... Ne, mislim, ne, nočem nobenih privilegijev. Počutim se kot normalen človek in tudi sem normalen človek. In nočem nobenih privilegijev, da me, ne vem, spustijo skozi vrsto, čakam tako, kot si drugi, kačem. Jaz pa, imamo klic, ja. Živijo, dober večer. Dober večer. Kdo ste? Halo, vas slišimo, kdo ste? Se lahko predstavite? Rudi ima telefon. Živijo, pozdrav. Povejte vaše vprašanje. Kaj praši, Rudi? Kako ste kaj? Ja, v redu, lej. Glej v kamero. Ja, veš kaj, nismo najdel programa, da bi gledali, pa smo rekli, bomo pa saj poklicali. No, lepo, vidiš, lepo. Videti, le se pogovarjajo vsem živem, tako da... Kaj da bi prišel na kavo k prijateljci, no? Ne, več pa ne hodim na kavo, ampak pijem pivo. No, to pa pol. A boste prišli na pivo po vdaji? Bomo, po vdaji pa lahko. Lahko. Pa lahko. Kako pa je, kaj pa kaj počnete? Kaj imate teme? Ja, malo, boš pogledal si vdajo, pa boš lahko vse videl. Bo bila ponovitev? Pusti nas malo v režiji. Je ponovitev jutri zvečer, ob 23. uri. Če ne imate pa tudi na YouTube, napišete Bum Zlatoja. Bum Zlatoja. Napišeš sam Bum Zlatoja in vse pride ven. Super. Ok, Rudi, lepo se mej. Enako. Pozdrav nazaj, hvala za klic. O njemu se to zdaj. Ne, vse kul, vse dejansko lahko vsak pokliče, no? Ja, lahko. Zanima me, kakšne razvade imaš dejansko? Si želiš še kam na kakšno potovanje? Kadim. Kadiš, sem to? To je moja... To ni nič, to vsi kadijo. Ja, no, pač razvada. Potovanje ni razvada, to bi bilo super, če bi bil razvajen, tako da bi skozi potoval. To bi bilo za tebe super. In kam si želiš dejansko potovati? Kam bi šel? Kamorkoli se premaknem je zanimivo. Imaš kakšen poseben kraj, tako ven iz Slovenije? Tlej tak domača scena. Všeč so mi, ne vem, kraji, ki niso turistični, ki so tako, da priješ nekam in živiš z ljudmi, ki živijo tam. To mi je všeč. Se pravi, da ne greš nekam, kjer so, ne vem, hoteli pa tako, ampak da greš prav med ljudi. Tako da to mi je fajn. Da se nekaj dogaja, da ni vno. To mi je fajn. In po Sloveniji mi je že čist dost. Če grem pa sploh kamorkoli drugam, mi je pa tudi fajn. Se ti dogaja. Ja, zakaj si šel pol? Zakaj si šel dejansko v Indijo? Se ti pravim, jaz sem v Indijo šel zaradi tega, da bi... Ko so žurke, ne? Da si spucam glavo, da zamenjam okolje, ker tle nisem najdel več stika sam s sabo, konc koncev. Nisem več vedel, kaj ne počnem sam s sabo. Tako da sem se šel malo zluftati. A sam si izbral to potovanje, kar tako? Ja. Gremo v Indijo. Kam gremo? S prstom pozabili. A ja? Kar tako? Ja. In sem eno pač punco spoznal, ona je tudi hotela v Indijo, sem rekel, no pa greva skupaj. Ja, me zanima, kjer je tvoja preverzna zadeva dejansko, ko si sploh naredil kdaj v življenju,
če se česa sploh sramuješ, da si naredil tako, kaj tazga. Nič tazga. Ali ti vse tako? Jaz sem bolj klasičen misionarski tip, no, kaj ne ti rečem. Doggy style je zame, ne no, res, nimam nekih takih, niti sadomazo, niti ne. Nič. Ne, meni, če mi je punca všeč, mi je všeč, ni, ne, rabim zdaj telovadati, zdaj še neki na gugalence. A bi rad shujšel, me zanima? Ne, ti? Ja. Jaz pa ne. Ja, kako kondicijo nabereš? Da lahko sploh vse to preživiš, no? Predvsem veliko hodam. Ja? Naprimer, koliko kilometrov? Ma ne vem, to je skozi neki hodaš gor pa dol, laufaš, to naredi, to drugo, veš, skozi neki migaš, ne, tako da to je... No, malo trebuščka imaš. Imam in je prav fajn. Pa pozim. Ja, okej, naj ti bo. Tako da, ne vem, no, s tem se ne obremenjujem. Zdaj moramo biti vsi suhi, čez 20 let bomo mogli biti vsi debeli, to je kar nekaj, no, ta moda. Se mi zdi, da moramo biti predvsem srečni, no, pa zadovoljni sami sabo. Vse to vem. Ja, tako da ti si čist krasna. Aš kaj, želim ti... V barok bo izumlja časovni stroj, pa grejo v barok, tam zmaga. Bo zrihtala vse. Aš kaj, dejansko bi se ti rada zahvalila, da si bil za sodelovanje v moji oddaji in ti želim vse najboljše v tvoji glasbeni karieri. Hvala lepo. I love you, Goran Prešan. Jaz pa tudi tebi želim, da boš voditeljica še naprej kot si. Tak seksi, kakor si. Dejansko, dame in gospodje, ste vabljeni naslednji petek in vas pričakujem. Lahko noč. Lahko noč.